Dobrodošli v novem videu in danes imamo spet nov earnings report in sicer je to Starbucks, se pravi, reportali so earningse v četrtek in ja, v bistvu tole snemam v petek trenutno, tako da stock je danes dal okoli 3%. In ja, dajmo si v bistvu pogledati, no zakaj. No, Starbucks se mi v bistvu zdi zanimiv za pogledati, zato ker pač lahko nam veliko pove o tem, o kitajski ekonomiji. Starbucks je zdaj zadnja leta zelo veliko gradil svojih lokacij na Kitajskem in ja, v bistvu me samo zato malo zanimajo earningsi. In v bistvu, če pogledamo že iz prve, revenue je misel 8,7 milijarde proti 8,78 expected. Ja, mislili so tudi na EPS-u, se pravi 75 centov proti 77 expected. Ja, v bistvu tole še ni bilo toliko bad, ampak no ja, v glavnem revenue je dosti misel za Kitajsko, oziroma na Kitajskem je bil dosti slabši revenue, kogar so pričakovali investorji. Kar je dosti razumljivo. Na Kitajskem se je šele zdaj v bistvu vse odprlo, konc tega četrtletja, tako da v bistvu me bolj zanima za naprej, kako bo na Kitajskem, ker če ne veste, Starbucks basically že od 2020, od začetka lockdowna na Kitajskem, gradijo tam full njihovih lokacij. Zdaj sem videl eno full crazy številko, mislim, da Starbucks odpre na 9 ur novo lokacijo na Kitajskem, kar je dosti crazy, ko pomislite. No, ampak ja, v glavnem na Kitajskem so bili transactioni down 28% v tem kvartalju. In njihov CEO je rekel, da se je 1800 od 6000 lokacij na Kitajskem v bistvu zaprl, se pravi, ko je bil pik tega zadnjega COVID vala na Kitajskem. No, kljub slabemu performancu zdaj na Kitajskem je v bistvu dodal, da sicer pričakujejo zdaj na začetku leta 2023, da bojo manj lokacij odpirali na Kitajskem, ampak da se bo to v bistvu pol obrnilo konec leta, da jih bojo spet začeli več odpirati. Če pa pogledamo še za Ameriko, v Ameriki so v bistvu odprli 10% novih lokacij in pa v bistvu za 1% več prometa so imeli na teh lokacijah. Tako da ja, Amerika je bila v bistvu dosti dobra, kot sem rekel, sam na Kitajskem slabši salesi, kot so mislili. Ampak ja, v bistvu me dosti zanima zdaj za naprej, kako bo, ko se vse odpre na Kitajskem. In Starbucks je imel pač potential play za Kitajsko, se pravi zdaj, ko se bo vse odprlo. Tako da, v bistvu to je bilo to, tak kratek video za Starbucks earnings, zdaj ni kaj preveč razlagati. Ja, hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu.